Torej, določil vsem, hvala, da ste prišli. Današnji gost je mogoče najuglednejši, kar smo jih imeli letos, profesor Janko Kos, ki je v bistvu najtežji kategornik v slovenski literarni teoriji. Zdaj bom jaz, naš protokol je tak, da bom verjetno ga ne treba sploh predstavljati, naš protokol je tak, da pač prebereme predstavitvene besede, potem bomo poprosili dali na vprašanje. Skratka, Janko Kos se je rodil leta 1931 v Ljubljani. Po šolanju na klasični gimnaziji je od leta 1950-1956 študiral na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, doktoriral je leta 1969 na filozofski fakulteti, leta 1970 je bil izvoljen za izrednega profesora, leta 1975 pa za rednega profesorja, upokojil se je leta 1998, ja. Za izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti je bil izvoljen leta 1977, za rednega člana pa leta 1983. Kot mlad avtor je začel s kritičnimi in eseističnimi spisi o slovenski literaturi, a tudi o načelnih vprašanjih umetnosti in estetike. Bil rednik v reviji Besede in perspektive, tudi revija 57, ki teda nisem zapisal. O vprašanjih, ki sodijo v okvir primerjalne književnosti, se posveča filozofski analizi literarno-estetskih pojmov. V literarni zgodovini se je posvetil raziskovanju predvsem Prešernovega dela, to bo tudi vprašanje potem v zvezi s tem temeljnim obdobjem evropskega literarnega razvoja, od razsvetljenstva romantike do modernizma in postmodernizma. Posvetil se je razvoju svetovnega romana, v literarni teoriji, si je prizadeval za novo sistematiko temeljnih pojmov z razširitvijo celotne discipline na ontologijo, fenomenologijo, morfologijo in aksiologijo literarnega dela. Posvetil se je znanstveno-kritičnim izdajam Valentina Vodnika, Prešerna, Čopa, Cankarja, Boža Voduška in tudi Prešernskih spomenikov. Njegova poglavitna dela so Prešernov-pesniški razvoj, Matija Čop, romantika, moderna misel, slovenska književnost, roman, razsvetljenstvo, postmodernizem, duhovna zgodovina Slovence, evropski roman in tako naprej. Tehle je zelo veliko, tako da vseh tudi se ne da navesti, ker je Torej, prvo vprašanje, ki sem se ga danes za današnji večer izbral, je vprašanje, ki se nanaša oziroma v zvezi s hermeneutiko. Mi danes živimo, pa vsaj mnogi se med nami se pritožujejo na to v bistvu pomanjkanje kritike, sicer ocenjevalne kritike, glede literarnih del. Malo se kdo navaja v ta namen predvsem sociologistične argumente, tako utemeljuje, zakaj tega pravzaprav ni. Jaz pa mislim, da gre za eno tako odsotnost nekih osnovnih hermeneutičnih načel. Zdaj, vi ste pripadali kritični generaciji, jaz se zdaj drznem trditi, da današnjo generacijo kritikov bi lahko imenovali akritična generacija. Zato, ker ima to lastnost, da si ne upa nikoli izraziti nobene kritike, da samo registrira pojavljanje nekaterih literarnih pojavov, zdaj se pogovarjamo o literaturi, kritike pa v glavnem ne izreka. S tem pa tudi včasih, to je moja polemična nota, omogoča izhajanje takih del, ki vprašanje, če bi si zaslužile sploh so vredne knjižne izdaje. Zdaj, v svojih spominih vi ste bili najprej publicistično kritični, to zelo veliko pisujete, pišete o tem, o besedi, o reviji in testu, o perspektivah, v okviru te pač kritične generacije, ki sem vam prej omenil. Ko ste pa prišli na komparativistiko, se je zaključilo to vaše obdobje, pišete, da ste prišli na komparativistiko in nekako prišli v primež po eni strani od Cvirkovega pozitivizma, po drugi strani nečesa, kar sem definiral, Pirjevčev osebnostni personalizem. Se pravi, to je moja definicija takole, malo sem parafraziral, da vidite sami, da mislim tole, da vi trdite, da Pirjevec je bil nagnjen k temu, da je preko filozofije interpretiral literarna dela tako, da je reševal svoje eksistencialno vprašanje, mislim, ki so njega nekako prizadevali. Sami ste napisali v svojih spomenih, da ste izbrali tretjo pot, in sicer povezovanje elementov literarnih del z mrežo duhovno-zgodovinskih in filozofskih dognanj. Zdaj, kaj se vam zdi, kateri se vam zdi tako, ko bi rekel, morfološko, najustreznejši literarno-hermeneutični pristop in kateri se vam zdi tudi, če gledamo bolj zgodovinsko, na to, kar sem prej omenil, najustreznejši za današnji čas, ki je pač tak, da sem pomenil prej, saj jaz gledam to tako. Ja, to so težko vprašanja. Ja. Mi zastavljamo vedno težko vprašanje. Ja, vidim. No, hermeneutika, strinjava se, da je to pač veščina razumevanja in razlaganja tekstov, zlasti literarnih tekstov. Zdaj, seveda, je pa vprašanje, na kakšen način hermeneutično lahko razlagamo
takšne ali drugačne tekste. Vi omenjate seveda znanost tudi, literarno znanost, omenjate literarno kritiko in zdaj je zame vprašanje seveda, a je razumevanje nekega teksta isto za znanstvenika kot za literarnega kritika. Jaz mislim, da je tu velika razlika. Po Gadamerju, če sva pri Gadamerju kot osnovnem teoretiku hermeneutike, je seveda to tako, da vendarle naše razumevanje, ko pristopamo k nekemu tekstu, je že določeno z neko predvednostjo, kot bi se temu reklo. Nas usmerja nekakšen horizont, iz katerega izhajamo, mogoče celo naši predsodki, tako je temu Gadamerju. Zdaj je seveda vprašanje pri znanstveniku, recimo jaz kot literarni zgodovinar, verjetno poskušam razumeti tekste, s katerimi imam opravka, vendarle iz nekega horizonta, ki je seveda za znanstvenika nujen. To je horizont seveda ali neke filozofije, ali neke literarne zgodovine, ali literarne teorije. S tem seveda pristopam kot znanstvenih tekstov. Kako je pa z literarnim kritikom, ker vi ste tu postavili enega poleg drugega. Pri literarnem kritiku je pa verjetno drugače. Naloga literarnega kritika, no jasno, da mora razumeti in razlagati tekst, kolikor ga razlaga, ampak njegova glavna naloga je pa vendarle sodba o tem tekstu, ocenjevanje, vrednotenje. To je pa nekaj drugega najbrž, ne? In zdaj me zanima čisto tako, kakšen je horizont literarnega kritika, ki vzame v roke neko delo, da bi ga očitno ne samo razložil, ampak predvsem ocenil, ovrednotil. Tu pa mislim, da je horizont literarne kritika vendar nekaj drugega, kot pa horizont znanstvenika. Namreč literarni kritik vendarle mora ocenjevati neko delo z nekimi kriteriji. Jasno. Saj kritika je v zvezi z besedo kriterike, ne? Ali pa s krizo in tako dalje. Ampak dejstvo je, da izhaja iz nekega takšnega horizonta, ki mu daje v roke neke kriterije za oceno. In ta horizont ni samo nekakšen znanstveni ali pa sploh ne horizont, to je njegov življenjski horizont pravzaprav. To je horizont literarnega kritika, njegov življenjski horizont, v katerem najde neke kriterije za ocenjevanje, za vrednotenje in se z njimi tako rekoč spusti v neko literarno delo. Da ne bo abstraktna, recimo, vzemimo kakšno znamenito slovensko literarno kritiko. Ena najbolj znamenitih je tista, ki jo je napisal leta 1868 Fran Levstik o Jurčičevem 10. bratu. To je znamenita kritika seveda. In zdaj je vprašanje, ali je Levstik pravilno razumel 10. brata ali ne. A ga je mogoče sploh polomil, da ga ni dobro razumel. Hočem reči, da za literarno kritiko, zlasti za dobro literarno kritiko, včasih ni nujno, da kritik pravilno razume neko delo. Levstik je čisto po svoje razumel ta roman. Se pravi, tam je očital Lovretu, da to je ena, tako rekoč, šleva, ne? Manica je prestara in sploh ni zaželena, potem je narobe, da so tu samo nekakšni vaški reveži, ne pa kakšen veljaven in tako dalje. To so znane definicije iz te kritike. To pomeni, Levstik je vzel v roke ta roman, da bi ga ocenil iz svojega življenjskega horizonta in to je bil seveda njegov življenjski horizont, protimeščanski, kmečko-demokratičen ali nekaj takega in tako dalje. Razumemo njegov odnos do žensk, do meščanov, iz tega je ocenjeval seveda ta roman in zdi se, da je torej, ne da bi ga pravilno razumel, vendarle ocenil na način, ki je še danes zanimiv in pravzaprav v nekem smislu veljaven, ker ta literarna kritika je vendarle
prvovrstna, je vrhunska, ker tu nam pokaže neke zanimive svoje ideje, svoj odnos do življenja in do tega dela. Lahko bi naštela še kakšne druge znamenite primere, podobne, kaj ne? Josef Widmar, jasno je, največji literarni kritik, recimo 20. stoletja bil pri nas. On je napisal recimo leta, mislim, da 24, tisto znamenito kritiko Župančičeve Veronike Deseniške. In spet se bi lahko reklo, a je pravilno sploh razumel in razložil to dramo, ali je bil krivičen in tako dalje. Vemo, da je bil krivičen v tem smislu, da je bil Župančič grozno prizadet, seveda. Ampak vendarle tudi Widmar je izhajal iz nekega svojega življenjskega horizonta, zelo izrazitega, zelo meščansko, ničejanskega in tako dalje. In iz tega horizonta se mu je pokazala vrednost te drame pač takšna, kakršna je. Hočem reči, da pri literarni kritiki gre vendarle za to, da mora literarni kritik, če hoče napisati živo, izjemno, izrazito kritiko, nekaj takega, kaj ne? Ne, da bi ne vem kako pravilno razumel in razložil delo, ampak treba je, da nam pokaže kriterije, življenjski svet, iz katerega izhaja in ki je za nas zelo zanimiv. Zdaj pa k temu vprašanju, ki ste ga zelo pravilno postavili, kaj je z literarno kritiko danes, kaj ne? Ne, da bi je sploh ne bilo, kaj ne? V delu je skoraj da izginila. Se pravi, večina teh člankov ali kaj so o raznih knjigah, ki izhajajo tuji prevodih, izvirnikih, so večinoma reklame, kaj ne? Priznajmo. To so reklamni članki, v bistvu za založbo primerni, da bo čim več tega prodala, eventualno doživela še nove naklade in tako dalje. Subvencije tudi. Subvencije in tako naprej, to je jasno, pa nagrade, ne, bodo povečale prodajo in dobiček in tako, kar je razumljivo, ker ne se rabijo ta denar. Ampak dejstvo je, da literarne kritike, torej v časopisu skoraj da ni, če je pa reklamna. Seveda v reviji literature izhajajo številne kritike mladih, zelo mladih kritikov in tiste čisto tehnično niso slabe, so zgovorne, so jezikovno spretne, bolj pohvalne večinoma kot ne. Če kje je kakšna kritična pomisel, je zelo skromna ali pa nič kaj posebno argumentirana. Hočem reči, da tej kritiki očitno manjka ravno tisto kriterij, s katerim bi ta kritik lahko pristopil k literaturi in rekel, jaz mislim, da je to in ni pa to. Skratka, da bi razkril, kakšen je njegov življenjski svet in kakšne kriterije lahko drži v rokah, ko ocenjuje literaturo. Iz tega, da verjetno večina teh mladih kritikov nima tega kriterija, bi jaz sodil, da je njihov življenjski svet v nekem smislu izpraznen ali pravzaprav brez talke, ne? To je svet današnjega srednjega sloja, njegovih mladih generacij. Ta srednji sloj je pravzaprav brez duhovne orientacije in pravzaprav mlad človek, ki se hoče ukvarjati z literaturo, jo vrednotiti, pravzaprav nima v rokah ničesar. Zdaj, konec vaših vprašanj je bil... Literarna veda, tudi Pirjevec, Cirkin. Kako? Literarna veda, ne pravi. Pirjevec, Cirkin, vaša pomestitev med njima. Ja, literarna veda je seveda spet nekaj drugega kot literarna kritika. Jasno je, literarna veda ali znanost, recimo, da jo tako imenujemo, je seveda zahtevno področje in v njem, če smo čisto odkriti, se za razumevanje in razlaganje del ponuja vrsta metod, pristopov, perspektiv, kaj ne? In jaz sem mnenja, da pravzaprav nobeni od teh metod ne bi mogel prisoditi, da je edino najboljša in zveličavna, kaj ne?
prej ste omenili pozitivizem. Pozitivizem je še zmeraj ena od osnov literarne vede, ne? Ker vendarle pozitivizem je uvedel pravzaprav v literarno vedo neke znanstvene metode, ne, po zgledu naravoslovja, te biografske, socialno opisne in tako dalje, to je še zmeraj lahko zanimivo, kaj ne? In tako dalje, in tako dalje. Hočem reči, da poleg tega pozitivizma, jasno, so pa še druge metode pristopi vse do Pirjevčeve, recimo heideggerjanske perspektive. Ampak, no, povzemimo čisto konkretne primere, da vidimo, kako v literarni vedi danes obstajajo in delujejo različne metode in perspektive. Recimo, lani pa letos so o Cankarju, kot vemo, izšle kar zanimive, debele knjige, ne? Vsaj 3, pa zraven še kakšni zborniki z raznimi razpravami. Če pogledamo zdaj recimo te 3 debelejše knjige, vidimo, da je vsaka napisana čisto drugače, ne? Se pravi, tam se vidi, da slovenska literarna veda v razumevanju pa razlaganju Cankarja uporablja res zelo različne pristope. Bom začel recimo pri Grdinija, ne? Njegova knjiga Ivan Cankar, kako je pa podnaslov? Genij. Ne, to je Štefančičeva. Ivan Cankar, genij, največji. Ja. Grdina pa ne vem, kaj. Ne, ja, no recimo, ne glede na... Vaša tudi šla misliti Cankar, potem ne volim, pa ne vem, no. Pri Štefančiču je naš največji ali o največjem, esej o največjem. Pri Grdini je pa mešano drugače, bolj milo rečeno. Ivan Cankar, ne vem, no, skratka se vseeno. Grdina, jasno, je v nekem smislu pozitivista, to je gotovo. Zelo prijetno, mogoče celo bolj na široko, literarno popisuje pač Cankarjevo življenje od začetka do konca, vse po dejstvih, seveda jih mečkeno interpretira včasih, po svoje tudi, ampak v glavnem je le to nek pozitivizem, nek modernejši pozitivizem, ki je zanimiv, ne? In mislim, da danes biografika je itak cvete, ne samo pri Tomažu Golobu, je on biografik, vse je, ne? Ampak tudi ob Cankarju, recimo Grdina je napisal delo, ki je čisto dobrodošlo in naj smo nekateri ali so nekateri še tako naveličani pozitivizma, bodo rekli, ja to je pa vendarle fina biografija, v kateri se lahko natančno poučiš o Cankarju in Grdina postreže še s nekim svojim osebnim, seveda, interpretiranjem zraven. Druga knjiga je pa čisto drugačna, to seveda je knjiga Marcela Štefančiča, ki jo je Slavoj Žižek zelo pohvalil na ovitku, češ da to je pa res tisto delo, ki nam Cankarja približa. Seveda, metoda, pristop Marcela Štefančiča k Cankarju je pa čisto nekaj drugega. To ni pozitivizem, pa tudi ne marksizem, pravzaprav, čeprav bi človek pričakoval, da to je pa zdaj delo marksista, ne? Pa ni kakšnega posebnega marksističnega pogleda na Cankarjevo življenje, na socialno okolje, na politiko. Ne, to okolje je v glavnem stisnjeno v nekaj običajnih pojmov, kapitalizem recimo, nasilje in tako dalje in tako dalje. No, ampak hočem reči, glavna metoda, ki jo uporabi Marcel v tej seveda zanimivi debeli knjigi, je v bistvu žurnalistična, ne? Ker on celega Cankarja vendarle čisto asociativno poveže z nekimi temami iz dnevne politike, iz časopisja celo, iz filma in tako dalje. Primer Kantorja on primerja s Trumpom, ne? Češ da Kantor to je že isto kot Trump, oziroma Trump je zdaj tisto, kar je bil Kantor in tako dalje. To seveda so zanimive asociacije, učinkovite v nekem smislu, ker so tako presenetljive, čeprav seveda najbrž ne zdržijo kakšne
natančne presoje, ker jasno je, da ameriški kapitalizem je pa res čisto nekaj drugega kot pa tisti skromni slovenski kapitalizem izpred leta 1900, zlasti če je bil napravljen z nekim umorom ali nekaj takega, kar je seveda bolj Cankarjeva romantična fantazija bila, ampak vendarle to je precej razlike. Zdaj je vprašanje, kako ta metoda učinkuje, ne samo na bralca, ampak seveda tudi na našo podobo Cankarja. Najbrž kaj bistvenega nam o Cankarju ne more povedati, čeprav zanimivo je verjetno v tej knjigi tisto, kar govori o filmskih učinkih v Cankarjevih prozi zlasti. To je eventualno nekaj zanimivega in eventualno lahko še nekoga spodbode k raziskavi v tej smeri. No, ampak hočem reči, da to je seveda spet čisto drugačen pristop. Če je to literarno-znanstven pristop, je seveda vprašanje. Jaz mislim, da je bolj žurnalističen. V tem je njegov čar, tudi njegova zanimivost, ampak kaj več kot to ne. Zdaj, tretja knjiga je seveda moja lastna, pod naslovom Misliti Cankarja. Ampak to je pa čisto seveda drugačna knjiga, ker je napravljena iz številnih študij, ki sem jih pisal od leta 1968 do danes, se pravi, a je to 50 let približno? Nekaj takega, ne? 50 let približno. No, in tu so pa pristopi seveda zelo različni. Kakšnega biografskega pristopa pri meni skoraj da ni. Se pravi, v knjigi ni tega biografskega pozitivizma, niti miljejskega. Pač pa so seveda to interpretacije posameznih del, recimo Hlapcev ali pa Hiše Marije Pomočnice, in te interpretacije seveda skušajo razumeti Cankarja na precej različnih nivojih. En nivo je duhovno-zgodovinski, recimo, tam pri Hiši Marije Pomočnice se sprašujem, kaj je s metafiziko v tem delu, a je ta metafizika bolj platonska ali kako drugačna, a je to krščanstvo ali ne, in tako dalje, in tako dalje. No, to je, recimo, ta bolj duhovno-zgodovinski nivo, medtem ko pri Hlapci govorim pa precej o socialni strukturi slovenstva v Cankarjevem času, ta odnos med nekim gospodstvom, neke organizacije, v tem primeru cerkve seveda, in neko drugo plastjo, socialno plastjo, ki se prilagaja tej oblasti in tako dalje, in tako dalje. To je očitno sociološki pogled, ne? Ampak, hočem reči, v tej moji knjigi so nabrani precej različni pristopi in metode. Včasih se zelo med sabo rahlo pomešajo, ampak, no, tisti zadnji esej o podobah iz sanj je seveda pa res tak, da poskuša dvigniti iz Cankarja neko njegovo končno duhovno stanje. To je bilo seveda bolj ali manj krščansko stanje. To se pravi, da se ta moja knjiga pač ukvarja s Cankarjem iz različnih kotov, ampak skuša povezati v nekem smislu duhovno-zgodovinski pa sociološki pristop, pa še kakšen formalni pristop, tako. Ja, so nekatere stvari, recimo v prvem sejo tam greste globlje, od sociološke interpretacije, recimo pri liku Jermana, ki ga opisujete to njegovo potrebo po obvladovanju drugih, njegova samožrtvovanje lastnih čustev in tako naprej. Zdaj to bi bilo, in tudi potem ta lik nekonformista, ki ga izpostavljate, ki je zelo pomemben za... Zdaj to bi bilo mogoče predolgo, tako da bomo kar predsedali naslednje, da ne bomo zdaj... Lahko bi govorila še. Ja, lahko bi večer od Cankarja, se bi lahko odmeti. Zdaj, drugo vprašanje se osredotoča na Preširna. Zdaj, ta Preširn pa njegov krog, predvsem Matija Čop, se sami govorite o svoji čopomaniji, v svojih spominih, je ena izmed najbolj vaših priljubljenih tako znanstvenih obravnav. Zdaj, v naši tej sodobni, zdaj,
hočem malo zastaviti vprašanje, kaj je, ali vsaj pogojno bi bilo s Prešernom danes, če ga sploh dobere, pri mlajši generaciji. Namreč, da po vseh takih rupturističnih posegih, ki jih je imel najprej modernizem, potem avantgarda, potem z nekimi konstrukcijskimi posegi, ki jih ima v glavnem, glede se nanaša tako na kritiko, kakor na pisanje posameznih avtorjev, ki opisujejo tudi tisti čas umeščajo, zdaj se Blano spet uveljavlja neka vrsta zgodovinski roman, ki v bistvu antizgodovinski roman poskuša z drugim predznakom preinterpretirati slovensko duhovno zgodovino, vse do današnjega časa se zastavlja vprašanje, kaj je sploh naše izročilo in kakšno je razmerje do njega. Zdaj, in kaj je predvsem z to eno izmed središč našega duhovnega izročila, namreč dogmo, nekako duhovno-zgodovinski zibelki slovenstva namreč v Prešernu in Čopu, zdaj in njegovem krogu, pravzaprav. Zdaj, jaz sem pred kratkim prevajam zdaj eno knjigo, v katerem je citat Gustava Mahlerja, da ga pripisujem njemu, da je pravilni odnos do tradicije tak, da ne častimo pepela, ampak da podpihujemo njen plamen, oziroma da se grejemo pravzaprav v njenem plamenu. Zdaj, mene zanima vaš literarno-vedni pristop. Namreč, literarno-vedni pristop je znanstveni pristop in zaradi tega je sam posebej novoveški, kot vsa znanost, v bistvu, vsa moderna znanost. In zdaj imam vtis, da ta pristop ustvarja nek sistem vrednot, ki potem preidejo v kolektivni obči imaginarij in v nekem pogledu tvorijo našo samopodobo. Zdaj, jaz temu bi postavil nasprotje, oziroma tako hipotetično poskusil vsaj predlagati, neka vrste gnostični pristop, institut Prešerna in njegovega kroga in v tem pogledu poskusal opredeliti, kaj je duhovna razsežnost, ki so jo poskusili, tudi pobirali preko vplivov oziroma vzorov, ki so imeli v tujini, v naš prostor. Zdaj izgled tega, bom zdaj vzpostavil eno prisporedbo oziroma primerjavo, recimo, in si izbral neevropski primer, sicer Walta Whitmana. Pri Waltu Whitmanu je tako, da celotna ameriška poezija, kjerikoli ameriški pesnik, tudi če piše hajkuje, se pravi poezijo, ki je formalno čisto različna od Whitmana, v intervjujih o njem, v recenzijah o njegovih knjigah, samo v svojih intervjujih, ali tudi v študijah o njem, nekako vedno obračunava, ali sprejema Whitmanovo izročilo, ali ga pa zavrača. Redko kateri ga zavrača. In zdaj, ali lahko mi v nekem pogledu govorimo o Prešernu kot o nekakšnem slovenskem pesniškem arhetipu in v čem se kaže ta arhetip. Zdaj, za Whitmana je jasno, se kaže kot njegovi epski poeziji, s katero potem se ameriška poezija, sodobna moderna poezija postavlja na korelacijo do njeno. Ja. A hočete reči, da je, če je Prešern vendarle nekaj takega značilnega, simbolnega za slovenstvo, kot je Walt Whitman za Ameriko. Nekaj spričo, česar noben pesnik ga ne more zaobiti, Ja, spet eno težko bistrovidno vprašanje, ki ste si ga tako rekoč izmislili zame. Sem vas študiral na zadnjih mesecih. Pravilno. Zdaj je seveda problem v tem, kaj je pravzaprav Prešernu tako bistvenega, kar bi lahko priznali kot neko kontinuiteto slovenstva od njega do danes. Zdaj, en vidik bi bil lahko čisto sociološki. Prešern je eden prvih pesnikov, pisateljev 19. stoletja sploh, ki so prihajali iz kmečkega rodu, iz kmečkega okolja. Prešernov primer je sicer nekaj posebnega, ker to ni bila kajžarska ali kaj podobna familija. Josip Vidmar je nekoč malce hudobno ali pa vendarle bistrovidno ugotovil, da Prešernova rodbina je bila nekaj boljšega, nekaj aristokratskega,
za kmečke razmere. Ne? In to je možno, od tod neka samozavest v Prešernu, ki je taka pa taka. Ampak hočem reči vendarle, da Prešern je prišel iz kmečkega okolja v mestno in se je v njem težko znašel. To je seveda problem, ki je morda sploh slovenski problem. Ne? Mi smo bili le kmečko ljudstvo in nič kaj drugega, nismo imeli plemstva, nismo imeli ničesar takega, nismo imeli pravega gospodstva, ustvarili smo neko meščanstvo polagoma in do revolucije, ampak to meščanstvo je bilo nekako skromno in tako dalje. In po revoluciji in po osamosvojitvi vemo, da nimamo več niti tega meščanstva, pač pa nekakšen srednji sloj, ki je pa v bistvu kulturno in politično zelo nepokrenke, ne bodimo odkriti. No, pri Prešernu je dejansko bil isti problem. Prihajal je iz nekih trdnih kmečkih razmer v mestu, v to nastajajočo slovensko meščansko družbo. Do nje je bil kritičen, zelo kritičen, skoraj tako kot pozneje Cankar, čeprav z drugačnega stališča, ampak vendarle zelo kritičen do teh prvih meščanov, do nekakšnih kapitalističnih metod in tako dalje. In to je pri Slovencih ostalo, kaj ne? Mi ne maramo teh kapitalistov, teh tajkunov, tega grbežljivstva in tako dalje. To je Prešernov sindrom pravzaprav. In to živi v nas. To je ta sociološka situacija, ki je taka, da pač to kmečko ljudstvo ustvarja iz sebe kulturo, ustvarja celo zdaj državo, ampak vendarle z nekimi težavami. Ker ne verjame čisto v to civilizacijo, to meščansko civilizacijo, to civilizacijo velemest. Mi nimamo velemesta, to je značilno za Slovenijo in za Slovence, nismo velemestni. Beograd je verjetno že velemesto, tudi Zagreb do neke mere, Ljubljana pa ni velemesto. To je manjše, srednje, prikupno mesto za turiste, ki zdaj hodijo po Ljubljani sam in tje. To ni velemesto. In vendarle seveda ta civilizacija evroameriška živi iz teh velemest. In mi Slovenci se v tem težko znajdemo. Ampak to je že Prešernov problem bil. Priti iz tega ljudstva v mesto, tukaj seveda storiti vse, da bi se človek vendarle nekako dvignil v ta meščanski svet, to se ne posreži čisto dobro in tako dalje in tako dalje. To je neka kontinuiteta, neka prešernovska situacija, ki se stalno ponavlja. Naši literati niso več seveda vsi iz kmečkega rodu, marsikdo je še, ampak to je tudi njihov problem. Ne znajdejo se v tej meščanski, zdaj srednjeslojski družbi. Im je zoprna, nekako tožijo, so sentimentalno nesrečni in tako dalje in tako dalje. To je ena stvar, zaradi katere je očitno Prešern vendarle značilen za slovenstvo še danes in bo kar naprej. Druga stvar, ki se mi zdi pa pri Prešernu pa tudi taka, da posega globoko skozi slovenstvo, skozi slovenski narod, slovensko duhovno kulturo in tako dalje. To je pa seveda ta problem krščanstvo, svobodomiselstvo. To je pa nekaj, kar je on bridko preizkusil in kar seveda nas zmeraj znova prizadeva. Namreč vemo, da že pred Prešernom, jasno, naše razsvetljenstvo je uvedlo v slovensko misel, v slovensko duhovno kulturo seveda nekaj drugačnega od krščanstva. Linhart je bil očitno odkrito nasprotni krščanstvu v vsakem pogledu. Pri Prešernu je stvar bila vendarle drugačna. Po razsvetljenstvu je evropska romantika vendarle pogruntala, da ne moremo zdaj racionalizirati sveta na ta pragmatičen način, da je še nekaj drugega, kar je za nas pomembno, nekaj bolj presežnega.
In Prešern je živel v tej situaciji, ko je bilo treba vendarle premisliti, ali je to svobodomiselstvo zadostno, ali lahko na njem gradimo ali ne. In vemo, da je v svojem življenju tako ali drugače vendarle nihal med svobodomiselstvom in seveda krščanstvom. Krst pri Savici je jasna podoba tega nihanja. To nihanje ni čisto sigurno, kaj ne mogli bi reči, da se popolnoma zasidra v krščanstvo, ampak je negotov, ne? Ampak pri svobodomiselstvu te skrajne vrste pa itak ne more obstati. Se pravi, tu je že nek problem, ki je Prešernov bil, kasneje je bil pa še marsikoga, zlasti tudi Cankarjev in tako dalje, in vse do najnovejšega časa. Ne? To je naš problem. Kaj je s krščanstvom na Slovenskem, kaj je s to svobodomiselnostjo, dokam lahko seže, kaj je s tem levim liberalizmom, kaj je s tem neoliberalizmom in tako dalje in tako dalje. To so pa hudi problemi, ampak so taki, da pravzaprav vidimo, pripeljajo nas še zmeraj za na Prešerna in Prešern je v nekem smislu vzorec, kako se je treba v tej stvari obnašati. No, kot vemo, je on na koncu umrl, je kot kristjan, ne, ampak to je bilo čisto na koncu, prej je bil pa zelo negotov in tako dalje in tako dalje. Ampak to je bilo razumljivo glede na splošno evropsko kulturo tistega časa, ki je bila že zelo sekularizirana in tako dalje. In to je preplavilo tudi Slovenijo in jo še danes preplavlja. Čeprav seveda v vedno hujših oblikah, o katerih bi pa morala midva posebej še razmišljati. Tako da, če sklenem to svojo misel, Prešern je za Slovence še zmeraj simptom in hkrati simbol in zgled, kako je neke probleme treba dojemati in eventualno tudi reševati. Dobro, potem pa Prešaldeva presedlajo pravzaprav na nekega kažalskega sinu, ki je to reševal drugače, namreč na Cankarja. Zdaj, to je pač minilo za Cankarjevo leto in tako naprej, in jasno, meni se glede na literarne vsebine, topose, ki so predstavljeni v slovenski literaturi, se mi zdi, da je Cankar bolj konstitutiven, Prešerna in bolj prisoten. Ne? Zdaj, Prešeren je po mojem upesneval na bolj taka občečloveška vprašanja. Cankar se je pa najprej, imam vtis, to je pač taka intuicija, potopil slovensko dušo, neprimerno globlje od Prešerna in se posvetil občečloveškim vprašanjem skozi in vprašanjem tudi človeške tragike in tako naprej, predvsem skozi to slovensko optiko. Zato v bistvu vam zastavil glede Cankarja isto vprašanje, ali je ali ni, v čem je Cankarjevo ustvarjanje konstitutivno za sodobno in bodočo slovensko literaturo. Zdaj, cankarjanske paradigme so v bistvu še vedno žive. Zdaj smo naredeno, spomnil sem se na Kocbeka. Recimo Kocbek kar naprej v svojih dnevnikih omenja, zlasti v trenutku, ko pač prišel v partizane, v tovarišiji in tako naprej, da jim zagleda eno partizansko četo in prva misel, ki mu pride na misel, je tole, končno smo presegli cankarjanstvo. Prav to zapiše. Ta četa je so bili njegovi dijaki z Bežigrajske gimnazije, končno smo presegli cankarjanstvo. Če malo gledamo, te tudi temeljne paradigme cankarjanske, ne vem, ti liki, ki ste jih ravnokar omenili, recimo lik klerikalca, hlapca, liberalca, simbol klanca, hrepenenje in tako naprej, so nekako ponarodeli in predpostavili neke vrste naša folklora. In to po mojem za Prešerna ne velja. Obenem pa še nekaj, Cankar je svojo prozo dvignil slovenščino na izrazno raven, ki je v bistvu po mojem vprašanju. Mislim, da je Ado Srbula zapisal, da v bistvu nihče, noben Slovenc ne bo več pisal tako, kot je pisal Cankar, in ta je v bistvu nepresegljiva. In ustvarjajo v bistvu svojo to ritmično, semantično, simbolično prozo, neko metafizično prozo, ki v bistvu je sama svoja osebina. In
S tem načinom pisanja, ki ga je imel Cankar, je v bistvu že sam pristop do jezika je tak, da o Slovenci celo mogoče več pove, kot samo vsebina njegovih del. Obenem pa ima še neko lastnost, da je imaginativno obljudil našo pokrajino. Čustveno obljudil našo pokrajino. Kar za Prešerna ne vem, če lahko trdimo. Do v taki meri. Vprašanje, se te strinjate, ali ne, da ste me morali ekskuzati. Ja, zdaj je od Cankarjeva, ne? Ja. Zdaj najprej o tem slogu pa tako dalje, ne? O tej cankarjanski štimungi. Dejstvo je seveda, da vseh Slovencev Cankar ni navduševal ali navdušil s tem, kar ste lepega povedali o njegovem slogu, jeziku. Vem, da Lojze Kovačič ga nikakor ni maral, ne? Češ, da sentimentalno, patetično in tako dalje in tako dalje. V čemer seveda ni imel prav. Ampak seveda nekomu, ki je bolj prijatelj kakšnega klasicističnega sloga, jaz sem absolutno za klasicistični slog, za Racina, Bossueta in tako dalje. Andreja Žida recimo, ne, Žid ima krasen slog in tako naprej. Ampak vendarle, to je v nekem smislu pa značilen slovenski slog, to je pa res, ne. V tem je nekaj sentimentalnega, patetičnega, ja, mogoče malce razpuščenega. In ravno zato seveda je Cankar boljši morda slogovno v krajših stvarih. Zame je sjajno delo predvsem Moje življenje, se pravi ta cikluska, ne? Ker so stavki razmeroma kratki, precizni, postavljeni eden poleg drugega zelo natančno, brez okolišanja, brez prevelikega govorjenja, medtem ko v nekaterih delih je tega govorjenja pri njem preveč, ne? Se preveč ponavlja ta tipična cankarjanska metaforika, patetika in tako dalje. Bodimo odkriti, ne, tako je. Ampak njegova glavna dela, to je pa vendarle tisto najvišjega, ne, v tem smislu, kot ste povedali. To je recimo ta slog in tako naprej. V tem je jasno mojster proza, čeprav seveda Slovenci bi morda želeli tudi kakšen drug tip, bolj klasične proze, v tem smislu preciznega, natančnega, preprostega, manj čustvenega, ne. To je zdaj problem, ne. Ampak zdaj po vsebini je pa problem pravzaprav, kaj Cankar je v primerjavi s Prešernom. V marsičem je vendarle Prešernu podoben, že po življenju, ne. No, ni doštudiral kot Prešern, ampak ni šel v službo kot Prešern, ampak po drugi plati je pa tudi Prešern polagoma živel zmeraj bolj boemsko, neurejeno. Imel je razmerje z recimo Ano Jelovšek, tako kot je imel Cankar recimo nekaj let razmerje s to nesrečno Štefko, ne, vse ni bila tako nesrečna, Štefko Löflerka, ne. To je nekaj podobnega. Res je imel Prešern otroke z Ano, ta pa ne, ampak Cankar je bil mečkeno bolj premeten v teh zadevah, ne. Tako da je Štefko pravočasno zapustil. Kako je bilo z drugimi ženskami, je pa veliko vprašanje, ne. Čeprav je zdaj naš pokojni Peter Kolšek o tem precej napisal v zvezi s temi pismi z Rožnika in tako dalje, ampak to je problem. No, ampak ne glede na to, kaj je s to erotiko, pa s to spolnostjo pri Prešernu ali Cankarju, dejstvo je, da so si v nečem vendarle podobna. Namreč nista se znašla v tej slovenski meščanski družbi, Cankar seveda celo dosti manj, oziroma bolj, kako bi rekel, izzivalen do te družbe,
Prešeren nikakor ne, Prešeren je v nekem smislu to družbo sprejemal in priznaval neke odlike, recimo tam Hradeckiju in tako dalje. To je v nekem smislu pohvala našemu meščanstvu, čeprav z druge strani seveda pa tudi huda kritika njegovih naravi in grabežljivosti in seveda vsega drugega. No, hočem reči, da v nečem sta si podobna. Ampak nekaj podobnega se kaže, zdaj jaz sem bolj navdušen za duhovno zgodovinsko metodo, ne? Nekaj podobnega se pa kaže vendarle tudi v nekih višjih duhovnih sferah. Prvič seveda s istim nihanjem med krščanstvom in svobodomiselnostjo, nekaj pa tudi na nekem nivoju, ki doslej se mi zdi, o njem nismo kaj dosti razmišljali, oziroma bi ga bilo treba še raziskati, namreč osrednja ideja Cankarjevega dela je vendarle hrepenenje. Cankarjansko hrepenenje, jasno, kar naprej tuhtamo zdaj, kaj je to. Vemo, da to hrepenenje teče skozi njegovo delo od prvih, recimo od romantičnih duš, pa seveda do nazadnje, do Milana in Milene, pa tudi podobi sanj. In se sprašujemo lahko, kaj pa je zdaj to? A je to Cankarjev izum ali kaj? A je on šele prinesel to hrepenenje v Slovenijo, v slovenstvo in tako dalje? Ali je to mogoče kakšna stara slovenska bolezen? Seveda. Prešeren je prvi uvedel pojem hrepenenja v slovensko poezijo. Hrepenenje v starejših naših slovarjih sploh ni bilo niti zastopano pri Megezarju, pa mislim, da tudi v Vorančevem slovarju z začetka 18. stoletja. Neko hrepenenje najdemo v Pohlinovem, tu malo besediše 3 jezikov. Tam je seveda hrepenenje, ampak še ne pomeni tega, kar pomeni pri Cankarju. Pri Cankarju to je hrepenenje po nečem presežnem, po nedosegljivem, nedosežnem in tako dalje, transcendentnem, kaj ne? Medtem ko pred Prešernom tega ni bilo, pač pa pri Prešernu najdemo pojem hrepenenja na mnogih mestih, zlasti v povenčnih sonetih, pa v Krstu pisavici se pojavi, celo v Zdravljici se pojavi, naj bo še tako državna himna, ampak se vse en pojavi. Se pravi, to hrepenenje je že pri Prešernu in Prešern mu da že nek tak višji, presežni pomen. To ni hrepenenje po nekih navadnih stvarih, to je hrepenenje po nečem daljnem, nedosežnem, pravzaprav nedosegljivem, res transcendentnem. Zdaj je pa vprašanje, odkot Prešernu to in odkot pa Cankarju takšno hrepenenje. No, tu je treba jasno duhovno-zgodovinsko poseči malce bolj na široko in to v evropsko kulturo, v pravem smislu, pravzaprav celo bolj nazaj, v antiko, ker to hrepenenje vendarle prihaja iz Platona. Platonizem je tisti, ki je prvi zasadil v evropsko misel hrepenenje po nečem nedosežnem, presežnem, recimo po svetu idej, po lepoti, ki je absolutna, večna, onstran vsega pojavnega. To je Platonova filozofija. To filozofijo je sprejel sveti Avguštin v svoj krščanski platonizem. Ta platonizem je oplajal evropsko kulturo v času renesanse. Vemo, kaj je pomenil Platon za vse te velike tudi slikarje, verjetno za Michelangela in za vse druge, kaj je pomenil evropskim romantikom, angleškim Shelleyju, pri Nemcih sigurno Novalisu in Hölderlinu, in k nam ga je prvi rahlo presadil že Prešern. Vemo, da je Stritar leta 1866 razlagal Prešerna iz hrepenenja in tam je rahlo
Stritar nakazal, da razume to hrepenenje čisto po Platonu. Namreč kot da je hrepenenje v človeku že odprej, še preden se je rodil. To je Platonova ideja seveda. To je tisti spomin na neko prvotno eksistenco v višjem svetu idej, ki se ga človek zdaj spominja in hrepeni nazaj. To je pri Stritarju rečeno, ko razlaga Prešerna. No, Stritar je v nekem smislu vez med Prešernom in Cankarjem, ker pri Cankarju je pa to hrepenenje seveda postalo še močnejše, še bolj izrazito in zlasti še bolj platonsko. To je platonizem tam, kjer govori o lepoti, ki je večna, nedosežna in vseobsežna. To je čisto iz Platonovega simpozija in tako dalje in tako dalje. Se pravi, ta stvar je taka, da je treba torej Cankarja gledati v tej dimenziji, čisto evropsko-filozofični. Gre za platonizem, ki je seveda pri njem polagoma se prelil v zadnjih letih v krščanstvo. Ampak to je razumljivo, kajti Cankar je v mladosti leta 98, ko je bil star 22 let, zelo vneto bral svetega Avguština, njegove izpovedi. In tam je seveda že rečeno, kaj je hrepenenje po Bogu in tako dalje in tako dalje. No, ne glede na to, da je sveti Avguštin s temi izpovedmi vplival na znani cikl Cankarjevih črtic Moje življenje, to obtoževanje teh grehov, da je kradel ali kaj so neke hruške ali kaj. No, to je po Avguštinu pravzaprav, ker tam je že to. Se pravi, ta povezava je tudi zanimiva, ne? In zdaj, če tole stisneva skupaj, bi se lahko iz tega reklo, da seveda Cankar je drugačen, morda je bolj vplival, kot pravite, na slovenski imaginarij, ne, kot Prešern, čeprav, ne vem, no, Prešern nam je pa vendarle vsem v ušesih s tem ali onim verzom. Pri Prešernu najdeš za vsako življenjsko situacijo kakšen tak verz, kakšen izraz, lanje se par starino in tako dalje. To lahko takoj uporabiš za slovenske razmere. Pa vse druge njegove verzne rečenice so takšne, da so enciklopedija slovenstva. Medtem ko pri Cankarju je pa to bolj skrajno, bolj razpeto med neke skrajnosti, ki jih Slovenci morda ne občutimo več tako zelo. Ta njegova silna revščina, to hrepenenje, da se dvigneš do kosa belega kruha in tako dalje, tega danes seveda ne občutimo, kaj ne več. To je pa drugo. Medtem ko pri Prešernu so pa tiste stvari bolj preproste, bolj normalne in jih še zmeraj najbrž čutimo. Čisto tako. Ja, ta hipoteza, da je platonizem zdaj slovenski arhetip, je navdušujoča. Kako? Pravi, da ta hipoteza, da je platonizem slovenski arhetip, je navdušujoča, saj zame. A ne, da? Je. Ampak zdaj, ker ste že omenjali duhovno zgodovino, da je vam tudi vprašanje posvetiti oziroma duhovni zgodovini. Zdaj, veliko ste se ukvarjali med razmerji med pač evropsko mislijo, slovensko literaturo in tako dalje in tudi z duhovno zgodovino Slovencev. Zdaj, Slovenci so mogoče edini narod, ker jih jaz poznam, ki je tako povezan z svojo identiteto, tako povezuje z leposlovjem, ne vem, če obstaja še kak narod, ki je to. Ampak zanimimo zdaj, kako vprašanje je, zdaj, omenili ste duhovno zgodovino, ne? Ampak eno od bistvenih vprašanj, po mojem zvezi s slovensko duhovno zgodovino, tiči v tem, kako so pač neki tuji vplivi bili cepljeni na slovensko kulturo z strani tistih, ki so bili pač v stiku s temi vplivi. Zdaj, vzemimo en krog, ki ga vi obravnavate, recimo, ker je najbolj mogoče zakoličen v tem pogledu. Sicer, ampak bi lahko tudi vzeli kjerokoli drugi krog ali drugo obdobje. Vzemimo slovensko razsvetljenstvo. Zdaj, slovensko razsvetljenstvo je obdobje Ilirskih provinc, potem restauracije, Zoisov krog, Linhart, Vodnik, Kopitar, tudi pač se dopisuje z njimi, z Dunaja in tako dalje.
Zdaj, vtis, ki ga človek dobi, ker tudi bere predvsem vaše knjige o tem, je o tem, da gre za eno intelektualno elito, ki nekako, recimo, kako se Zois pogovarja posli z Metternichom in tako naprej, ad hoc, kakšna je usoda, naj bi bila usoda tega ozemlja in tako dalje, uvaja ali poskuša uvajati neke ideje, ki so se porajali v drug element, tako pri Prešernu predstavljamo, je tudi to, kar prihaja iz velikega sveta. Gre za neke ideje, ki so se porajali v velikem svetu in ki jih je treba pripeljati nekako sem. Zdaj pa imam vtis, da te elite se pri tem postopku cepljenja teh idej ne ozirajo, gre za meščanske kroge, ki se niso pretirano ozirali na realne množice, kako lahko pogovorimo po Slovenci o kakšnih množicah, ki so bile pretežno ruralne in so živeli na popolnoma drugačno duhovno življenje od slovenskih razsvetljencev. In zdaj, tudi ti evropski trendi, razen seveda krščanstva, kakršno pač je naš kler in ga predstavljal, za krščanstvo sami niso prišli v stik, so prišli samo v stik s tisto obliko krščanstva, ki jo pa slovenska cerkev prinašala. In to je seveda en vzorc, po mojem razsvetljenstvu, zato ker to se dogaja tudi v drugih obdobjih, konec koncev v tem Prešernovem krogu tudi. Zdaj, čeprav so oni pač prihajali, niso bili taki meščani, visoki meščani, celo kot Zois. Zdaj, imamo vtis, da recimo v konkretnem primeru razsvetljenstva so naši intelektualci bili prvič zelo selektivni, so v bistvu prinesli v našo kulturo samo neke oblike razsvetljenstva, za katere so menili, da so v skladu z našim nacionalnim značajem. Recimo, z izrazitim antiklerikalizmom francoskim, to so v bistvu zavrnili, niso tega sprejeli. Po drugi strani pa, in to smo se pogovarjali, ko smo se ogledali zadnjič na kavi v kavarni Unijo, so opustili celotno, recimo v tem konkretnem primeru, protirazsvetljensko tradicijo, ki je bila recimo v Franciji, tako se porajalo razsvetljenstvo zelo močna, enakovredna razsvetljenstvo idejno. In je niti ne omenjalo, kaj da ne bi obstajalo. Tako da v bistvu se meni tako poraja vtis, da duhovna zgodovina Slovencev poteka na dveh ravneh. Na ravni elit in na ravni pač ljudstva, za katerega ne moramo trditi, da nima duhovnega življenja, ga je imel, in ga še vedno ima. In da po drugi strani je duhovna zgodovina Slovencev tudi okrnjena v nekem pogledu. Sprejema samo nekatere evropske trende, od drugih glavno ne ve ničesar in imamo vtis, da se to na naši samopodobni še vedno pozna. Da je bilo vse, kar se je dogajalo v Evropi, prefiltrirano skozi tako narekovajih ideološko sito. Ja, se strinjamo najbrž. Zdaj, problem je seveda ta, zakaj je naše 19. pa tudi še 20. stoletje gojilo v glavnem samo zametke tega racionalnega razsvetljenstva, mogoče ne v najhujši obliki, ampak vendarle, in ni si prisvojilo nobene antiteze ali alternative temu razsvetljenstvu, kar se je dogajalo seveda v zahodnih deželah, zlasti tudi v Franciji najbrž, saj o tem sva zadnjič rekla, omenjali ste Mestra, Bonala, Rivarola, v Angliji je bil to seveda Burke in tako dalje. Pri nas tega ni bilo, oziroma bilo je v drugačni obliki. Namreč edina antiteza temu liberalizmu 19. stoletja je bilo vendarle katoliško, bolj ali manj ortodoksno, konservativno krščanstvo. Tam so bili nasprotniki, edini nasprotniki tega racionalizma, tega razsvetljenskega liberalizma pravzaprav. Ta liberalizem je bil pri nas zelo živahen, se vemo, Simonjenko, pa Stritar, pa Kresnik, pa Tavčar in tako dalje. No, tukaj je seveda vprašanje, koliko so bili res pravi liberalci ali ne, ampak vendarle, ta struja je v naši kulturi bila zelo močna
Nasproti niso stali seveda samo nekateri zelo ortodoksni, rigorozni duhovniki. V glavnem so bili to dediči najbrž našega janzenizma. Ne? Janzenizem pa vemo, kaj je bil pri nas in kaj je mislil o naši literaturi, o naši kulturi. Se pravi, da edino antitezo pravzaprav je predstavljala ta katoliška konservativna smer, ki je seveda dosegla vrh z Antonom Mahničem, ki je znamenita figura, jasno. Ne? Ampak zdaj je vprašanje, zakaj pa se ni pojavilo v laičnih vrstah, torej nobeno nasprotovanje temu razsvetljenstvu, temu bolj ali manj naivnemu progresizmu. To je pa vprašanje, seveda, ki ga je treba reševati s sociološko analizo. Ta antirazsvetljenski trend se je na Zahodu, pa tudi v Nemčiji, pa še drugje, rodil vendarle iz nekih višjih aristokratskih vrst. Oni so imeli to laično, visoko inteligenco, aristokratsko, ki je bila seveda nezaupljiva do teh idej, ki so prihajali tudi iz meščanskih vrst in tako dalje. Skratka, tam se je lahko razmahnila zelo močna antirazsvetljenska pozicija, ki je seveda bila enakovredna razsvetljenstvu, ker vendarle vsi te, no pa konec koncev se kakšen Nietzsche je bil tudi proti razsvetljenstvu in proti liberalizmu in tako dalje. To so bile močne figure, ki so v nekem smislu določale svoj čas, pa tudi našega še ne, ker vemo, da Nietzsche je danes vendarle eden glavnih duhov, ki lahko nam še kaj pomeni in nam kaj pove, tudi če ga zavračamo. Ampak hočem reči, da pojasnilo za to situacijo slovensko je seveda samo to, čisto sociološko. Nismo imeli plemstva, nismo imeli tudi pravega visokega meščanstva, ki bi recimo imelo že za sabo neko kontinuiteto. Imeli smo samo prvi rod, ki je prišel z kmetov, to še ni bilo trdno meščanstvo. Če je potem kakšna naslednja generacija bila že bolj meščanska, je bila pa tudi bolj šibka, čeprav bi bila lahko nosilec nekega antirazsvetljenstva. Jaz mislim, da je bil to recimo Vladimir Bartol najbrž, ki ni bil več kmečki, pa tudi njegova mati in oče nista bila več kmečka, on je bil že druga meščanska generacija in dejansko se je on recimo predstavil Slovencem kot nosilec nečesa drugega, protirazsvetljenskega, recimo v imenu Nietzscheja ali ne vem česa. To je zanimiva pozicija in res pa je, da tega je bilo zelo malo in da je to torej res ta situacija, kot ste jo popisali v tem svojem vprašanju. Ja, zakaj pa recimo ta krog naših razsvetljencev je bil popolnoma pač nedovzeten za te ideje. Mislim, oni konec koncev so verjetno to poznali. Mislim, ne vem, vsi so brali Cojs okrog in tako naprej, vsi so verjetno to poznali. Ampak to je pa spet seveda treba razumeti, da to so bili vendarle naši prvi meščani. In to meščanstvo je bilo okoli leta 1830 in še kasneje vendarle zelo šibko, odvisno od avstrijske državne in družbene strukture in si ni moglo privoščiti ne vem kakšnih eskapad, takšnih ali drugačnih. Mislim, da to navezovanje na razsvetljenstvo je bilo v tistem času v Cojzovem krogu precej previdno. Vse je jasno, Cojs je imel v knjižnici Voltairja, ga je tudi bral, ampak da bi po Voltairju kaj takega mislil ali izjavljal, kot je recimo Voltaire, ki je rekel écrasez l'infâme, zatrite nesramnico o katoliški cerkvi, to je bilo
nepredstavljivo za Zoisaka, ne. Linhart bi lahko kaj takega mislil, ampak seveda iz previdnosti ni izrekel. Skratka, mislim, da je jasno, da sociološka situacija našega razsvetljenstva je bila skromna. Tudi materialna podlaga, pri Zoisu je že nekaj tega bilo, saj je bil vendarle velikaš v nekem smislu, ampak vseeno, ne. Ja. Dobro. Potem naslednje vprašanje, namreč postmodernizem. Se pravi vprašanje, ki je pred 70 leti recimo napolnjevalo vse literarne revije, ne, blazno se je razpravljalo z odkritjem Borgesa in tako naprej, intertekstualnost in tako dalje, o tem, saj na ravni literarne kritike in tudi literarne vede, ne. Zdaj v bistvu je, sami ste posvetili 2 knjigi temu in zdaj o tem se v glavnem skoraj ne razpravlja več danes, ne. Zdaj vi v knjigi Postmoderni dobi v bistvu razlikujete med postmoderno dobo in postmodernizmom, namreč literarno oziroma umetniškim postmodernizmom. Vendar, jaz mislim, da te dva pojma, vi tam izpostavljate zelo jasno razlike, imata nekaj skupnega. In sicer, da v bistvu, jaz to raje uporabljam recimo izraz postmoderna doba, zaradi tega, ker imam vtis, se mi zdi, da v bistvu postmodernizem gre v bistvu bolj za en tak, zdaj to je tudi vprašanje, ki ga bom zdaj zastavil vam, ne. Bolj kot javljanje nekaj novega se mi zdi izčrpanje nečesa, kar se je pač že izteklo, ne. V tem smislu, da gre za nekako izčrpano novoveško. Zdaj se vemo, kako se je novoveški projekt, ne, se nekako začne v renesansi z v bistvu ciljem, seveda, ki v renesansi ne pokaže takoj, ne, je zavit ravno s platonizmom in tako naprej, tako dalje, ne, smo ga prej omenili, emancipacije človeka od transcendence, ne. In zdaj to gre skozi razne faze, ne moramo trditi, da transcendenca izgine, seveda je sredno prisotna, ker drugače ne bi mogla, imanenca ne bi mogla uničiti transcendence, ker drugače se transcendenca ne bi bila transcendentna, ampak zaključi se ta proces v tele razsrediščenosti, ne, o katero se je ugotavljala prej tudi glede kritike in v bistvu relativizma, ne, ki konec koncev ne omogoča tudi sodbo o literarnih pojavih. Ne. Zdaj, mene zanima, če danes bi še vedno vi uporabili pojem postmodernizem za začetek, se potem v vprašanjih o romanu se bo temu posvetila bolj konkretno, ne, glede nečesa novega, pravzaprav, ali pa vsaj javljanja nečesa novega, glede na novoveškost, in ker je povsem jasno, ne, se po mojem mnenju, da se je eno vsaj literarno zgodovinsko obdobje, da danes se pogovarjamo tudi o literaturi, ne, v bistvu zaključilo. Ne. In ali se zdaj v bistvu lahko govorimo o tem, da se kažejo obrisi nečesa novega ali revitalizacija nečesa prednovoveškega in kako menite, da se te spremembe, če sploh obstajajo, kažejo v sodobni slovenski literaturi, v sodobnem slovenskem ustvarjanju? Ja, omenili ste pač, da sem pisal o postmodernizmu in postmoderni dobi, ne. V eni knjigi, predvsem o postmoderni dobi, se pravi v knjigi Na poti v postmoderno, ne, medtem ko v manjši knjigi pa prav o postmodernizmu kot literarni smeri. Zdaj, vprašanje je, kako je s postmodernizmom danes, leta 2019, na slovenskem, kaj ne? Res se ne govori skoraj več o postmodernizmu, ampak veliko vprašanje je, ali niso mnoga dela, ki izhajajo tudi iz vrst mlajših avtorjev, takšna, da bi jih morali imenovati postmodernistična. Torej, mi, ki smo takrat pred leti pisali o postmodernizmu, smo mislili, da je to ime, ki je primerno recimo za Blatnika, za tisti njegov roman Plamenice in kako že? In solze. Recimo, pa za Igorja Bratoža, pa še za koga, ne, jih je več bilo. Ampak zdaj vprašanje, in potem se nam pa zdi zadnje čase, da pravzaprav tega ni več, tega načina pisanja, ki je takrat zbujalo vtis, da gre za postmodernizem,
da je zdaj vsa ta literatura, zlasti teh mladih, ki objavljajo te svoje erotične in druge zgodbe, nekako preprosta, veristična, realistična, naturalistična, da ni več tega postmodernizma. Ampak je vprašanje, kaj ne? Recimo, tista zbirka od Milana Jesiha, Maršal. To je vprašanje, če ni to postmodernizem. To je igrivo, neresno, hkrati duhovito, tudi igranje s sonetom, mojstrsko igranje. To bi bilo tisto, čemu se lahko reče postmodernizem. Ali pa romani, ki jih piše ali objavlja Aleš Teger, ki nam je znan bolj kot pesnik. Ampak njegov zadnji roman, ki ima čuden naslov Never End, kar bi pomenilo verjetno brez konca ali kaj takega, je po strukturi, po načinu pisanja in po samem duhu vendarle skoraj da postmodernističen. Hočem reči, postmodernizem, kot smo takrat ugotavljali, je pač različen od modernizma tudi v tem, da se odpoveduje tem modernističnim oblikam toka zavesti pa vseh teh eksperimentov z obliko in jezikom, da se vrača celo k starim oblikam, recimo Milan Jesih se je vrnil kar k sonetu, pa še marsikdo, pa celo v prozi goji take stare oblike. V Evropi je bil to jasen Ziskin s svojim parfumom, ne? To je tipična oblika nekakšne romantične zgodbe izpred 200 let in tako dalje. To je bilo za nas kot značilno za postmodernizem, ampak glavno je pa vendarle duh tega postmodernizma. In tu je verjetno problem, o katerem bi morali znova razmišljati. Takrat smo mislili, da modernistična literatura, kakšnega Joycea, pa Prusta, pa tudi Kafke, čeprav je še tako nenavadna ali čudna, pa vendarle ji gre za reske, ne? To, kar govori o človekovih doživetjih, nezavednem in tako dalje, to so resne zadeve, kaj ne? Ki kažejo človeka sicer v neki skrajno kritični situaciji, ampak tukaj gre za res. Medtem ko pri postmodernizmu, tudi ameriški metafikciji, pa se zdi, kot da ne gre več za res. Da je to pa nekako bolj igra z formami, z vsebinami, z ne vem čim, ne. No, pri recimo tem Maršalu od Milana Jesiha bi človek mislil, da je to nekaj igrivega, neresnega, mogoče malce ironičnega, ampak vendarle to ni več tista resnoba, ki je značilna bila za resen, visok modernizem. To bi bila neka taka razlaga in tako dalje. Zdaj seveda drugo vprašanje je, če je ta postmodernizem res nekaj odločilno novega ali drugačnega od modernizma, kaj ne? To je pa velik problem, ker za modernizmom pri Prustu, pri Joyceu, pri tudi Virginiji Woolf, stoji v ozadju vendarle metafizični nihilizem. Metafizični nihilizem, ki je pač produkt vse te, kot pravite, novoveške civilizacije, kaj ne? To se pravi, to je ta evropska in zdaj evroameriška civilizacija, ki seveda nima v sebi več nobene trdne metafizične substance, njena edina substanca je metafizični nihilizem. Iz tega se rojeva, kaj ne? In to je opazno že pri Prustu, čeprav je še tako velik mojster. To je opazno jasno pri Joyceu in tako dalje. Medtem ko pri postmodernistih je še zmeraj ta metafizični nihilizem v ozadju, samo da pravzaprav ga skušajo kar pozabiti, se bolj igrati, bolj simulirati neko življenjsko vsebino, čeprav vedo, da to ni več nič pomembnega, nič resnega in tako dalje.
V tem smislu seveda je postmodernizem samo nadaljevanje tistega, kar je bilo že v modernizmu. To seveda je pa jasno ta splošna usoda evroameriške civilizacije, o kateri jasno vemo, da so ji napovedali že pred desetletji konec in propad, ne samo Spengler, ki ga zdaj mnogi spet imajo na jeziku, predvsem Toynbee, angleški zgodovinar, ki je verjetno boljši od Spenglerja, ali pa ta Huntington, ki pač govori o teh civilizacijah in o njihovem trku civilizacij. Dejstvo je, da naša evroameriška ali zahodna civilizacija je v krizi. Ne vemo, ali je že v razkroju, ali je že tik pred propadom. To se bo pokazalo v nekaj desetletjih ali vsaj v stoletjih in tako dalje. Ali se pa bo obnovila, ne? Ker v Evropi, usoda Evrope je taka, da je na svojih tleh imela ali gojila že več različnih civilizacij, najprej to antično, ki ni bila niti v pravem smislu evropska, nato pa to srednjeveško in od Descartesa naprej in tako dalje, od renesanse naprej pa polagoma nastajajoča ta evropska civilizacija, novoveška, ki je pač takšna, kakršna je. Ne? Ampak to je zdaj pogled v prihodnost, kaj bo s to civilizacijo, in tu seveda je postmodernizem pač prisesan na to civilizacijo in kako bo z njimi odvisno od prihodnih sprememb znotraj Evrope in sveta seveda. No, da bi malo konkretizirala te ugotovitve tudi ob enem takem značilnem evropskem oziroma značilnem žanru te civilizacije, bomo zdaj posvetili naslednje vprašanje romanu. Ne? Zdaj mi tule roman redko, da ga obravnavamo, ker imamo med nami same pesnike in pač zato pretežno obravnavamo poezijo. Ne? Jaz bom tukaj v bistvu začel pri vaši uvodni študiji, knjigi, teleknjigi o svetovnem romanu, ki je posvečena romanom Dušana Pirjevca. Ne? In zdaj pri tem bi se jaz bi začel pravzaprav pri tej teoriji, ne, ki jo je pač Dušan Pirjevec poskušal zoblikovati v romanu, ki je bila vedno taka tudi nekakšna njegova autoterapija. Ne. Zdaj, najprej je on začel z Lukáčevo interpretacijo romana, potem je poskušal sintetizirati, ne, z Bartinovo in na koncu je seveda zaključil s to študijo Brati Karamazovi s tem le vprašajem, ne, ki pač glede na predvsem Lukáčevo pojmo razumevanje romana ovisi nad tem likom Aljoše Karamazova. Ne. Zdaj, v bistvu zdaj bilo predolgo o tem v detalju razpravljati, ampak dejansko ta njegova interpretacija temelji na eni zelo natančni, predvsem natančni periodizaciji romana in hkrati tudi na tem, da tej periodizaciji romana je Lukáč in tudi Pirjevec hotel kot se je piteno tako tudi duhovno osebino. Ne? Zdaj, vi ste v bistvu unesli neko novo razumevanje v tej uvodnem besedilu v knjigi periodizacije romana. Namreč ne podlegate niti Bachtinovi teoriji, ki je trdil v bistvu, da je roman neka popolnoma neulovljiva zvrst protejska, ki se nenehno obnavlja in tako naprej. In tudi je seveda oba, predvsem Lukáč pa Pirjevec, sta trdila, da roman je izrazito in izključno, čeprav pol Pirjevec to revidiral, da je izrazito novoveška, pravzaprav celo moderna zvrst. Ne. Vi ste nekako v tej študiji določili, čeprav to detalj drugih romanov se niste toliko spustili, da ima antični roman tudi eno svoje jedro, da obstaja srednjeveški roman, ki ima tudi svoje redo, da ostale civilizacije, kaj se recimo misli, da omenjate Kitajsko, ima tudi svoj roman in svoje jedro, Arabci imajo tudi svoj roman in tudi novoveški roman ima neko svoje jedro. Ne. In pri tem v eni stvari se poujemate s Pirjevcem, ne, namreč, da se izrazito novoveški roman, ki ni istoveten z modernim romanom, ker moderni roman oziroma modernistični roman je tisti, ki zaključi ta proces, ne, se začne pravzaprav z Don Kihotom, zaradi tipa junaka, ki ga opisuje, ne,
in se zaključi potem z brati Karamazovi. Ne vemate pa seveda, da to pomeni konec romana vopče, kar je trdil Pirec. Ne? In zdaj, pri tem, zdaj bom naredil tak blazen preskok, ne, ampak tega bi vprašanje predolgo, opredelite, in to je najbolj navdušujoče, kar sem pa bral vašega, jedro novoveškega romana, da jedro novoveškega romana ni več tisti Lukačev posameznik, ki je vržen v svet brez Boga, o tem, o čem ste govorili ravnokar, in ki je potem nakončno poražen, ampak samo poznavno načelo kartezijanskega subjekta kot temeljno vodilo tega novoveškega kozmosa. In zdaj pri tem v modernističnih, v postmodernističnih romanih detektirate v zvezi z jezikom, z imaginarjem, s časom, z ravnanjem s prostorom in tako naprej, in nasploh z percepcijo, vsaj subjekta, ki pripoveduje, pa razni subjekti, ki se manifestirajo, ne, v raznih tokih zavesti in tako naprej, po zadnje vprašanje Paul Faulknerju, tako da bo to še bolj konkretizirala, govorijo vsi ti elementi o vznikanju neke nenovoveške subjektivitete, ki mogoče napoveduje nek nov spoznavni pristop, oziroma nastop nekega novega človeka, ki ni niti antičen, niti srednjeveški, niti novoveški. Ne? Zdaj, ne vem, če sem vas prav razumel, vašo študijo, ampak to se mi zdi zelo plodna tema za razpravo. No? Privlačna predvsem. Mamljiva. Ja. O samem romanu, če bi še enkrat razmišljal o tem, kaj je bistvo romana, se mi zdi takrat, ko sem pisal o njem, tam v svetovnem romanu in tako dalje, sem mogoče spregledal neko sociološko dimenzijo romana, ki je najbolj pomembna. Namreč roman je nastal z vznikom velikih mest. Antični roman ni mogel nastati v teh malih grških državicah in mestih. Nastal je Aleksandrija, Antiohija in tako dalje in tako dalje. Ali pa Rim seveda, ne? Satirikon je vendarle delo, ki je nastalo v Rimu. To so bila velika mesta z množicami, z nekim srednjim slojem in tako dalje in tako dalje. In mislim, da je to bilo pravo gnezdišče za nastanek romana. V primerjavi z epi, epi so nastali v drugačnih okoljih, čisto drugačno, dvorsko, aristokratsko, osko, medtem ko roman je stvar mesta, pravzaprav velemesta. Pri Slovencih je sploh nerodno, kot vidim zdaj, da pravzaprav naš roman se je tako težko rodil tam od 10. brata naprej. 10. brat je zanimiv kot roman ravno zato, ker ni postavljen v mesto enostavno. Ne? In tudi Krstnikovi romani še niso postavljeni v mesto in tako dalje in tako dalje. To je zanimivo, kaj ne? Tako da tu je nek problem. Seveda pojav mesta, vele mesta, je pa spet seveda povezan z evropsko novoveško civilizacijo. Po Spenglerju, kot vemo, je ta civilizacija oziroma ta evropska kultura stopila v svojo zadnjo razkrojeno fazo prav s tem, da je ustvarila velemesto. In to Velštat, to svetovno mesto, to velemesto je gnezdišče tistega razkroja in tako dalje in tako dalje. Ne? No, to je zdaj drug problem, ampak v zvezi s tem mestom se mi zdi, da je pa tista poteza, ki sem jo skušal naslikati kot bistvo romana, da roman vendarle je zgodba o človekovi zasebnosti, ne o javnem življenju. Ne? Ker epi so pripovedovali o nekih javnih dogodkih, javnih osebah, medtem ko seveda roman še danes, to so bolj zasebne zgodbice moških in žensk in tako dalje in tako dalje. Tudi pri nas vsi ti romani so romani o zasebnih stvarih. In če se podajo v zgodovino,
je spet tako, da pravzaprav izmišljujejo neko zasebnost, medtem ko tista javnost je pa bolj skromno prikazana in tako dalje. Hočem reči, tu so neke konstante, ki so značilne za roman. Zdaj pa seveda k vašemu vprašanju, ki je bistveno bolj zapleteno, ali se v zgodbi ali v razvoju pač romana kažejo kakšne drugačne možne oblike. Zgleda, da je Perevec mislil na to, ob bratih Karamazovih, da je to roman in že ni več romanke. Ampak on je videl bodočnost romana pravzaprav v tem, da ga ne bo več. To pa nekako ni čisto verjetno, ker romani pa se kopičijo kar povsod, po vsem svetu in tudi na Slovenskem. Vsako leto je več romanov, več je kandidatov za Kresnika in tako dalje in tako dalje. To se pravi, da ta roman kot literatura o zasebnosti je tista zvrst, ki pravzaprav zmeraj bolj uspeva. To pomeni, da se naše življenje spreminja v zgodbo nekih zasebnosti, ki same po sebi niso več zanimive in pravzaprav ne morejo držati romana kot pomembne duhovno-literarne zvrsti. Zdaj, če je možen kakšen drugačen roman, to je pa problem pač tega, kam se bo ta evroameriška civilizacija obrnila. Če je v krizi, če je morda celo v taki krizi, da ji grozi razpad ali kaj takega, potem seveda je še zmeraj možnost neke obnove. Namreč Evropa je doživela več, kot smo že rekli, civilizacij. Kakšna od teh je zašla v hudo krizo, tako je bilo srednjeveško civilizacijo, ki je bila krščanska, feudalno-stanovska in tako dalje, ampak 15. stoletje je bilo že tako kritično. Papeštvo, krščanstvo, cerkev, feudalizem in tako dalje, to je bilo v tako hudi krizi, da je izgledalo, da se bo to sesulo. Potem je pa prišla neka vrsta obnove. Z renesanso se je obrnila Evropa nazaj k antiki, z njeno pomočjo se je poskušala prenoviti, s protestantizmom se je obrnila nazaj k nekemu, kot so mislili, prvotnejšemu, čistemu krščanstvu. Se pravi, Evropa se je takrat obnovila in rešila iz te krize s tem, da se je znova vrnila k nekim svojim zasnovam. In to je dvoje, antika in krščanstvo. Ali je to možno zdaj, je pa drugo vprašanje, ampak verjetno, če lahko to civilizacijo še kaj reši, je vendarle to spet neka obnova s pomočjo tistega, iz česar je evropska civilizacija od vsega začetka nastajala in se tako rekoč ohranjala. No, v tem primeru bi moral tudi roman seveda najti neke nove like, neke nove junake, drugačne od teh obupancev iz vsakdanjega življenja, ki so obupani zaradi nekakšnega moralnega nihilizma ali socialne dezorientacije in tako dalje, ampak te liki so pa najbrž bi morali biti drugačni. Zdaj pa vprašanje, kateri pisatelji so danes taki pri nas, da bi to lahko zamislili, to je veliko vprašanje. Tu ne mislim na kakšne katoliške pisatelje, zdaj Capudar je umrl, Rebula je umrl in tako dalje. Samo vprašanje, a so bili to taki pisatelji, v katerih bi zaživela lahko neka nova podoba človeka, Slovenca in tako dalje in tako dalje. To je pa veliko vprašanje, bi bilo treba analizirati, recimo zlasti Rebulove romane iz zadnjih let. Pa to, kaj je bil Andrej Capudar v tistih svojih romanih, ki so išli precej neopaženo, pa so bili dosti pomembni, seveda. Skratka, to je odprto vprašanje ne samo slovenstva, ampak naše civilizacije. Zdaj, kot vemo,
nismo edina civilizacija na svetu, zdaj smo nekam šibki, v krizi, tam je islamska civilizacija, ki se obnavlja očitno, tako da se tudi vrača k svojim izvorom, to je jasno, da bi se rešila nekega razkroja, ki bi ga Zahod vanjo položil. Tam se obnavlja kitajska civilizacija, se to je jasno. Po tej nesrečni epizodi s komunizmom se bodo vrnili k konfucijanstvu, to je jasno. Ne? Ruska civilizacija, če je to samostojna civilizacija, je tudi najbrž... Pardon? Si želi biti? Kako? Si želijo biti, ne? Ja. Tudi oni se vračajo k pravoslavnu, vsaj Putin, ne vemo za množice, če so kaj bolj verne, ampak najvišja oblast pa se oklepa z vso silo te ruske tradicije pravoslavljaka, ne? Patriarh je zdaj glavno in tako dalje, in tako dalje. Ampak to so stvari za bodočnost. Zato je začel tudi Solženicin, recimo, v ruski monopisju na ruskem. Namreč Rusija ima to tradicijo, ne samo to zahodnjaško, ampak to rusko, samostojno, Dostojevski, Tolstoj, kritika Zahoda in tako dalje. To je zdaj aktualno pri njih, ne? In se imajo dejansko za nosilce nečesa, kar lahko postavi alternativo tej evroameriški civilizaciji. To je zdaj pa velik problem. Ne? Torej, današnji večer bova zaključila z enim skupnim ljubljencem, ki ga imava, namreč z Williamom Faulknerjem, ki sva zadnjič ugotovila, da je najljubši pisatelj. Zdaj, da gre tako je medias res, ne? V svojih študijih Svetlobi v Augustu in pol prek tega, ker bomo zdaj povedal, bova poskušala ugotoviti, kaj je s Faulknerjem pravzaprav, ne? Ste njegovo pisateljsko tehniko opredelili takole, seveda velja za ta roman, zdaj on je pisal vseh zvrsteh in tako naprej. Tudi Faulkner je tak pisatelj, no, so menili zadnje knjige od Rebule, zdaj problem je pa zadnje knjige od Rebule, so tudi precej slabe. Glede na njegove začetke in pri Faulknerju velja tudi isto. Ne. Faulkner je pisal genialne romane, ampak tudi ogromno šunda. Ne. In je prav tak blazen razkorak, tudi, ne, celo malo osupljiv za nekoga, ki ga ima rad včasih bere njegove stvari, ki so let izpod vsega nivoja. Ne. In zdaj, glede pisateljske tehnike ste ugotovili, da v bistvu obstajajo glede Svetlobe v Augustu, 4 vrste toka zavesti in plus zraven je še nekaj, kar je zelo zanimivo, kar je vam najbolj, in vas je najbolj privlačen, ker sem ugotovil, da tudi mene najbolj privlačen, sem takrat se tega nisem zavedal, nekaj vrste baročno, tretjoosebno ali tudi prvoosebno pripoved, ki je vendar pač pripovedovana vedno z stališča vsevednega pripovedovalca. Ne? Po vsebinski plati pa ravno tako 4 prvine. Ne? Namreč njegovo religioznost, vprašanje občestvenosti, konflikt med temnopoltimi in svetlopoltimi, seveda, ki je značilen pa za ameriški jug, kjer je v živu, ne? In potem tale ženski princip, ki nekako deluje v ozadju neke velike matere oziroma nekega ženskega neopredeljenega lika, ki je vedno prisoten v njem. Zdaj me zanima, glede seveda pogled predvsem komparativista, ne? Najprej kakšen je seveda doprinos Faulknerja k modernističnemu romanu, kateri elementi so pri njem nastopajo, ki niso značilni, to so seveda že napisali, ne? Za evropski modernistični roman, ne? Sami omenjate recimo puritansko etiko. Zdaj, glede puritanske etike, ne, je po mojem zelo zanimivo duhovno-zgodovinski element za ameriško literaturo, ker celotno ameriško romanopisje izhaja, ne, Hawthorne, Melville in seveda Fenimore Cooper. Vsi trije nastajajo iz nekega takega konflikta ali poskusa vzpostavitve nekega odnosa z puritansko etiko in vedo natanko, kaj nas to počnejo, seveda da sprašuje drugače, Hawthorne pride do tragedije, Melville prikaže katero čisto zlo pravzaprav in ta lik čistega zla je mogoče edina literatura, v kateri nastopajo liki, ki predstavljajo, pravzaprav pomenijo čisto zlo. Pri Fenimore Cooperju pa postane včasih, ki imajo vsi za enega takega lahkotnega pisatelja, pa ni to, ampak včasih celo komiča, ne? Kadar neki treperi se tam z indijanci pogovarjajo o teoloških temah in tako dalje. Ne? Zdaj, obenem, ta problem, ki nastopa pri Faulknerju, nastopa po mojem v celotnem ameriškem romanopisju. V poeziji ne toliko, ne? Poezija je zelo demokratična. Ne? Nek preplet med nasilno religioznostjo in med pristno religioznostjo, kar je tipično za kalvinizem in upor. Ne?
proti kalvinizmu. In to se pač uteleša tudi v marsikaterem liku. Zdaj, vi ste religioznost pri Faulknerju imenovali panteizem. Zdaj, o tem bi se dalo veliko razpravljati, zaradi tega, ker že sam ta njegov mit občestvenosti, ki ga ima, ne, je recimo neposredno dobi Augustov, pa če vzamemo Krik in bes, ki je mogoče njegov najboljši roman, ne, tista zaključna četrti oddelek, ne, razdelek, ki v bistvu prikazuje tisto črnsko mašo, ne, pokaže občestvenost v skoraj taki ustajenski luči. Ne. Tako da, pravzaprav, ne vem, če to panteizmu velja za celotnega Faulknerja, verjetno velja za sam Svetlobo Augustov. In seveda, tukaj se zastavlja navezava na prejšnje vprašanje, ki sem ga postavil, na katerega ste tudi odgovorili, ne, ali se v tem ponovoveškem romanu, imam vtis, da vi ste malo tako zaznali nekaj novega, glede na modernizem po Faulknerju in neko preseženje tega kartezanskega sovjeta je prisotno že si njem in se kaže ravno v tem njegovem baročnem patosu. Prej sva v bistvu začela s cankarijanskim patosom, ki je ponovno drugačen od Faulknerjevega patosa, ne, ampak po mojem Faulknerjev patos odigrala podobno vlogo kot pri, in tudi njegova proza, ne, je taka, da zelo veliko pove o Američanih, predvsem o južnih Američanih, ne mislim, da dalečkega juga. Ja. To je zdaj. Zdaj, pravite, da sem jaz si prizadeval, če se ne motim, da je prišel ta roman v kolekcijo s to romanom. Jaz mislim, da sta Ocvirk in Pirevec bila... To sem povedal na kavi za to. Ja, ker leta 52 smo v tisti polemiki okoli Faulknerjevega romana, ki so ga nekateri odklanjali, vsi nastopili za Faulknerja, tudi Ocvirk in Pirevec in seveda tudi jaz. Skratka, to je naš bil ljubljenec, čeprav je vprašanje, kako sem takrat mislil o Faulknerju, kako danes mislim. Ta razprava o romanu, ki je šla pozneje še v tej knjigi Svetovni roman, je seveda navdušujoča za Faulknerja, ne za Faulknerjev roman. No, in mislim, da to seveda zasluži, to je odlično, pomembno delo. Čeprav seveda vprašanje je, kaj je s tem modernizmom, kaj se skriva za njim. A je ta modernizem pri Faulknerju tak kot recimo pri Proustu ali Joyceu ali kaj? Ne, mislim, da so neke razlike. Čeprav po eni strani mi je prišla zdaj na misel zelo pregrešna primerjava. Namreč, ta zgodba o tem, kako jim se imenuje, Christmas, ja, o tem črncu ali polčrncu ali kaj že je, ki nesrečno konča in tako dalje, ki ga preganjajo in tako dalje. Ta kruta, grda zgodba je seveda pravzaprav po svojem bistvu naturalistična. Pravzaprav lahko bi jo napisal Zola. Celo to konča se, kot vemo, z kastracijo. Kastracijo je prvi opisal Zola v svojem romanu Germinal. Samo tam je res banalna, vulgarna, tukaj je pa vzvišeno tragična. Ampak sama snov, sami motivi, to je pravzaprav naturalizem, precej hude vrste. In dalo bi se to zgodbo oziroma ta roman prepisati v običajen naturalistični, tradicionalen slog. Dalo bi se mogoče z mnogimi popravki, ampak bi se dalo. Se pravi, da je na to snov zdaj Faulkner prenesel neke novosti modernizma, modernističnega sloga, jezika, kompozicije in tako dalje. Ta nezavedno in tako naprej. S tem je prekril to naturalistično podlago. Ampak bolj zanimivo je pravzaprav, kaj pa je tisto novo, kar ga loči od Zolaja, vsekakor od Zolaja in seveda tudi od drugih modernistov. To pa je seveda to, kar ste že omenjali, ali sem pa jaz takrat že nekako poudarjal, ta misel o skupnosti. Pri Proustu ni nobene skupnosti. Joyce sovraži skupnost. Kafka si jo morda želi, ampak
ne more vanjo, ne, in skratka je iz nje izločen. Tu je pa postavljena skupnost kot edino zatočišče za posameznika, za njegovo stisko in tako dalje, kot najvišja možna kategorija, skoraj religiozna, kaj ne. In to je nekaj posebnega, novega, kaj ne. In to morda je kot neka napoved, da se da v romanih povedati tudi take stvari, kaj ne. Druga stvar je pa res, jaz sem v svoji študiji omenjal nekako panteizem, ampak zelo na kratko, zelo mimogrede. Zdaj, če bi začeli razmišljati o panteizmu, bi rabili še nove analize in poglede, kaj je sploh to. Ta pojem zelo nejasen, kaj je panteizem, kaj je recimo panteizem bil za Balantična. Vemo, da je on omenjal krščanski panteizem in tako dalje. To je zelo zapleteno, sploh razmerje med krščanstvom in panteizmom, to je hud problem, kaj ne. Tako da mogoče ne bi vztrajal pri tem. Res pa je, da v tem romanu, pa verjetno še v kakšnem drugem Faulknerjevem romanu, je vendarle na delu nekaj, čemu se reče, lahko krščanske etos, kaj ne. To je vendarle zgodba o neki krivdi, o grešnosti, o Pasijon tudi pisal. Pasijon, jako da je to križov pot in tako dalje. To je. In v tem smislu je pa Faulkner nekaj drugega kot evropski modernisti. To je pa jasno, ne? In sam vedno ta krščanski element pri teh ameriških piscih je vedno tako, da izhaja iz tega poskusa iskanja, po mojem, ene pristne religioznosti glede na tisto kalvinistično tradicijo, ki jim pač vseljuje eno togo, moralni sistem, ki ga oni pač seveda, ker to stvarjavce morajo zavračati, oziroma se pač v njem počutijo utesnjene. No? Ja, se to je stalen problem te ameriške proze, najbrž. Ampak mislim pa, da to je nekaj posebnega pri Faulknerju, kar lahko cenimo in kar je drugačno kot pri evropskih modernistih, čeprav meni je Proust seveda v nekem smislu dražji kot pa Faulkner, ne. Preberem eno samo stran njegovega sloga in jezika, pa sem očaran in tako dalje, ne. To je nekaj drugega in tako dalje in tako dalje, ne. No ja, vsak od teh avtorjev, velikih avtorjev, ki so klasiki, ne, moderne literature, ima svoje odlike in jih moramo seveda zelo ceniti, ne. In želeti, da bi slovenska literatura bila zdaj taka, kar pa... Zanimivo za Faulknerja, ni bo nikoli povezan z mestom. Z velemestom, on nikoli ne živi v velemestu, nikoli ima nobenega stika in pisal in nikoli v velemestu. To je res. Tako da je vedno čisto ruralni človek, čeprav je pa spadal v tisto aristokracijo, niti ne, pravzaprav. Najvišjo južno aristokracijo nikoli spadal. Mogoče je to včasih ta ameriški beg iz teh velemestcev, Hemingway je ves čas samo bežal iz Amerike in iz ameriških. On tudi ni bil z velemesta doma, ne? Kako? On tudi ni bil doma iz velemesta. Ja, seveda ni bil, ja. Ja, no, to je ameriški problem, no. Dobro, sva zaključila, da sem bila zelo dolga, da se še kakšno vprašanje. Brane. Ja. No, najprej bi samo rekel to res največja hvala za ta večer, predvsem profesor Kosu, pa tudi Andreju za vprašanja, ki so mislim odlično intonirala to diskusijo, kakšni ni prav zelo veliko in je v bistvu škoda, da je relativno malo številna publika tu, kar na nek način potrjuje meni neko opažanje, da se pač najboljše pa bistvene stvari v glavnem dogajajo predvsem na obrobju javnosti. Imam pa zdaj, da ne bom dolg, v vsaki točki, v vsakem vprašanju pravzaprav se jih je meni nekaj porodilo, ki jih vprašal, ampak da ne bom vlekel. Eno bolj osebno v bistvu vprašanje. Omenili ste razmerje med recimo literarnim znanstvenikom in pa kritikom, ampak najbolj so obe plati v vsakem človeku, ki se ukvarja z literaturo, prepletata.
Zdaj, najbrž je nekdo, ki predava literaturo, ki je literarni zgodovininar, zavezan temu, da jo predstavlja čim bolj na široko, odprto, objektivno. Po drugi strani pa najbrž kot bralec literature ima svoje preference, ima svoje avtore, ki so mu ljubši od drugih, svoje obdobja, ki so mu bližja, kar ga, zdaj govorim malo tudi svoje izkušnje, spravlja v precept, včasih kako biti objektiven in do katere mere slediti sebi, najti neko pot med to Scilo in Karibdo, da ne bi bil preveč pristranski, pa tudi, da ne bi bil potem, kako veliko, premalo oseben, kar pa najbrž tudi pri govorjenju o literaturi ni iskreno in zato ni dobro. Pa me zanima, kako ste se vi, ali pa kako se s tem spopadate? Ja. Nekoč me je Gorazd Kosjančič v nekem takem pogovoru vprašal, kako zdaj s tem, a ta literarna znanost kaj vrednoti ali kritizira ali kaj. Jaz sem mu odkrito povedal, da literarna znanost ne vrednoti, ker ona že dobi v roke neke avtore, ki jih je znano, ki jih je javnost, recepcija, bralci, tradicija, šola priznala za največje ali pomembne. Tako da literarnemu znanstveniku ni treba zdaj kritizirati Prešerna. Prešerna vzame kot priznano vrednoto, potem jo seveda pa znanstveno obravnava. Medtem ko pri kritiku je pa seveda tako, da on je pa dolžan, da vsega začetka že začne ločevati pleve od dobrega in tako dalje in tako dalje. In to je pa neka precejšnja razlika, ne? Precejšnja razlika. In nekje sem bral zadnjič spet neko misel, da literarni kritik smeš biti samo do 30. leta. Pa ne vem, kdo je to povedal, eden od naših esejistov. In podobno sem jaz v nekem eseju pred mnogimi leti zapisal, kako je bilo, ko sem bil še kritik, ko sem bil pač neobtežen s kakšnimi takimi prijateljskimi ali drugimi oziri in sem lahko povedal marsičem zelo odkrito in jasno. Zdaj seveda, ko si pa znanstvenik, se pa itak ni treba ukvarjati s takimi avtorji in deli, o katerih bi moral reči kaj slabega, ne? Ker znanost, ki bi zdaj obravnavala ne vem kako tretje razredne avtorje in potem jih obkladala z ne vem kakšnimi slabimi oznakami, to bi bilo neokusno in nemogoče, ne? Tako da nekateri zahtevajo, da bi se zdaj literarna znanost morala ukvarjati z ne vem s kom, ampak se lahko spoštljivo ukvarja z mnogimi, ampak čisto literarno, zgodovinsko, da jih postavlja v nek prostor in čas in tako dalje in tako dalje. No, ampak neka razlika zame med literarno kritiko kot neposrednim ocenjevanjem in pa literarno znanostjo najbrž je, čeprav lahko, da se to včasih rahlo približuje, ne? To je pa možno. To je odvisno od posameznika, ki eventualno lahko združuje to, ne vem. Ne vem, ko predavate o grški literaturi, a si dovolite kakšne nespodobne oznake ali kaj? Ne, tukaj tudi študent moj, to lahko bolj on pove. Kako? Tu je en moj študent, ki lahko bolj verodostojno pove. A ja? Lepo. Ne gre za to, ampak mislim, da ti je nek žanr verjetno bliže kot drug žanr in zdaj, torej ne gre za to, da bi negativno govoril o neki stvari, ampak verjetno težko prikrijem, jaz zdaj govorim o sebi, to, da mi je nekaj bliže od drugega, se pa potem sprašuješ, je to v redu ali to ni v redu. Seveda. Ne vem, kdaj je nekdo, ki piše o kakšnem avtorju in delu, dolžan, da pove, da mu je to zelo všeč osebno ali ne. Jaz sem odkrito povedal v tej svoji knjigi
kaj že, ideologi in oporečniki, da so mi nekateri avtori, ki smo jih prevzeli v 100 romanov, bili blizu, ne? Mislim, da sem omenil gospod Lafayette, ne? Pa Hoffmana, ki mi je zelo blizu, tudi Faulknerja, no? Recimo Dickens zlasti. Nekaterih pa nisem posebno vzljubil oziroma jih ne bi niti obravnaval, ne? Ampak to so morda, se pa človek tudi spreminja, priznajmo, ne? Pred 40 leti bi bil še kar navdušen, ne vem za katero stvar, danes pa že manj, ne? Zlasti te modni pisatelji, ne? Ki so doživeli nek vzpon in so že menili, ne? To je zdaj problem. Od teh, ki so danes tako na glasu, je vprašanje, kaj bodo že 10 let, ne? Kakšen Houellebecq v Franciji, vprašanje, ne? Če ni to samo časovni pojav. To je pa stvar kritike, ne? Literarni kritik mora pa iz svojega horizonta, če temu lahko rečemo, pogledati na takega avtorja in že videti, v čem je njegov manko, ne? Ker to pa je najbolj. Jaz bi rekel samo pohvalil gospoda Lokarja, da je fino zasnoval svoje vprašanja, ki so bila več kot vprašanja, pravzaprav so bili kar že izzivi, tako rekoč. Zelo navdihujoče, no, z eno besedo. Hvala. Te midva kar zaključila, ker bo predal.